Spoštovani vsi zbrani, lepo vas pozdravljam na skupni novinarski konferenci županov 7 prleških občin iz območja pomurskega vodovoda sistem C. Po pooblastilu vseh 7 oziroma 6 drugih bom pač to izjavo, vse tako smo se dogovorili, prebral. Izjava ima naslov 7 prleških občin rešuje sistem C. 8 prleških občin je pred približno 5 leti pristopilo k projektu izgradnje pomurskega vodovoda sistem C, gre za 50 milijonov evrov vreden skupen projekt občin, ki je bil v glavnem financiran z evropskimi sredstvi. Vse občine sistema C je v tem skupnem projektu zastopala občina Ljutomer, ki je bila nosilka projekta, oziroma županja Olga Karba, ki je bila koordinatorica projekta za vseh 8 prleških občin. Ljutomerska županja je na podlagi pogodbe o vodenju investicijskih poslov projekta sistema C v imenu vseh 8 prleških občin vodila postopke priprave in usklajevanja projektne in druge dokumentacije. Ljutomerska županja Olga Karba je kot koordinatorica, ki je zastopala vseh 8 občin sistema C, tudi podpisala vseh ključnih dokumentov, ki so bili podlaga za odobritev sredstev kohezijskega sklada, in sicer aneks k pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju sistema C, študija izvedljivosti za sistem C, predinvesticijska zasnova projekta sistema C, investicijski program za sistem C, zahtevek za potrditev pomoči iz kohezijskega sklada za sistem C in pa druge dokumente. V navedenih dokumentih, ki so dokazovali potrebo po izgradnji projekta in upravičenost kohezijskega sofinanciranja, so bili natančno navedeni tudi podatki o investicijskih stroških projekta oziroma vrednosti projekta, o predvidenih prihodkih in skupnih obratovalnih stroških, so bili predvideni 2,7 milijona evrov, o neposredno ustvarjenih delovnih mestih, ki bo omogočil projekt, predvidenih je bilo 37 delovnih mest, o potrebni ceni vodarine po zaključku projekta, ta je bila predvidena 1,2438 evra za en kubični meter, in drugi podatki. V vseh navedenih dokumentih, ki jih je podpisala koordinatorica sistema C, Ljutomerska županja Olga Karba, so navedene tudi zaveze občin, katerih izpolnitev je pogoj za odobritev sredstev kohezijskega sklada. Gre za sledeče zaveze. Sistem C je skupni solastniški sistem, ki je nedeljiva celota, katerega uporaba temelji na načelu solidarnosti občin, ki so upravičenke kohezijskega financiranja. V sistemu C je v fazi izvajanja zahtevano skupno upravljanje, ki ga izvaja skupno javno podjetje v lasti občin upravičenk kohezijskega financiranja, in v sistemu C je zahtevana enotna cenovna politika, kar pomeni, da je zahtevana enotna oziroma enaka cena omrežnine in vodarine za vse uporabnike vseh občinah skupnega vodovodnega sistema. Izpolnitev vseh predhodno omenjenih zavez, ki so jih občine dale pred več kot 5 leti, je bil pogoj za odobritev sredstev Evropskega kohezijskega sklada, zato so zaveze kot obveznosti občin zapisane tudi v odločbi o odobritvi kohezijskega sklada. To pomeni, da v primeru neizpolnitve vseh danih zavez občine sistema C nismo upravičene do sofinanciranja iz Evropskega kohezijskega sklada. Povedano drugače, v primeru, da dane zaveze ne bodo izpolnjene, bomo občine upravičenke morale vračati sredstva kohezijskega sklada. Občine sistema C smo v zadnjih letih večkrat iskale različne možnosti, da bi spremenile ali omilile dane zaveze. V tej zvezi omenimo, da smo v letu 2015 med drugim iskali možnosti, da sistem C razdelimo na dva podsistema. Na podsistem C1, ki bi obsegal občine vezane na vodne vire Lukavci Mota, in na podsistem C2, ki bi obsegal občine vezane na vodne vire Podgrad-Segovci. Namen delitve je bil predvsem v tem, da bi v upravljanju našli prostor za obstoječe javno podjetje Komunala Radgona. Prav tako smo glede na sistem A in B pomurskega vodovoda iskali možnosti oblikovanja različnih cen omrežnine. Ampak v vseh omenjenih primerih smo vse udeležene občine dobile od pristojnih državnih inštitucij zelo jasna in nedvoumna pisna in ustna sporočila in svarila, da je sistem C solastniški sistem, ki je nedeljiv in ki temelji na medobčinski solidarnosti, na enotnem upravljanju, na enotni cenovni politiki, ki pomeni isto ceno omrežnine in vodarina za vse udeležene občine. Projekt je bil uradno zaključen s koncem leta 2015 in po zaključku projekta ter pridobitvi uporabnega dovoljenja bi morala biti novo zgrajena infrastruktura
predana v najem in upravljanje skupnemu javnemu podjetju, ki je bilo ustanovljeno za ta namen. Glede na številna vprašanja, ki so se v zvezi z kohezijskimi sredstvi sistema C vedno znova pojavljala, smo se v občinah dogovorili, da vse dane zaveze za vsa potrebna pravila in pogoje skupne uporabe in upravljanje infrastrukture sistema C posebej in še enkrat zapišemo in potrdimo v medobčinskem sporazumu o lastništvu in upravljanju sistema C, ki so ga maja 2016 sprejeli občinski sveti vseh 8 občin sistema C na skupni seji v Svetem Juriju v Šavnici in zatem smo sporazum podpisali vsi župani sodelujoči občin sistema C. Sporazum, ki posebej še enkrat potrjuje dane zaveze in način skupnega upravljanja sistema C, določa tudi to, da v primeru, če posamezna občina krši dogovorjena pravila in ravna v nasprotju z zavezami in potrebami ostalih občin, prevzema celotno tveganje in morebitnega vračanja kohezijskih sredstev in nosi tudi vse dodatne stroške ter celotno škodo, ki bi zaradi tega nastala. To je v sporazumu dogovorjeno podpisano. In danes smo na točki, ko bo moralo 7 občin ukrepati zoper nosilno občino Ljutomer in zoper županjo občin Ljutomer, gospod Olgo Karba, z odškodninsko tožbo in s kazensko ovadbo zaradi blokade cen in upravljanja sistema C, kolikor občina Ljutomer ne bo v najkrajšem času upoštevala dogovorjenih in danih zavez. Ponavljam, kolikor občina Ljutomer ne bo v najkrajšem času upoštevala dogovorjenih in danih zavez in podala brezpogojnega soglasja občinskega sveta k skupnemu elaboratu in enotnim cenam vode v vsebini, ki je že dobila soglasje občinskih svetov vseh preostalih 7 občin sistema C. Občina Ljutomer namreč sistematično blokira odločanje o skupnem elaboratu in enotnih cenah, zato se predaja nove infrastrukture v najem in upravljanje ni zgodila vse do danes. Kljub temu, da sta od uradnega zaključka investicije minili že skoraj 2 leti in kljub temu, da novo infrastrukturo z velikimi težavami v resnici že v celoti uporabljamo. Bistvo težave sistema C je v tem, da so se občine v dobri veri dogovorile, da v enotnih cenah v sistemu C odloča skupni organ občin, to je svet ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija, z 100% glasov vseh županov, ki morajo predtem pridobiti še pozitivno mnenje svojih občinskih svetov. In tak način odločanja o enotnih cenah je zapisan v skupnem odloku o ustanovitvi skupnega javnega podjetja in tudi v medobčinskem sporazumu občin. Glede na to, da še po enem izgubljenem letu občinski svet občine Ljutomer spet ni dal pozitivnega mnenja k skupnemu elaboratu in enotnim cenam in ker je zastopnik občine Ljutomer na svetu ustanoviteljic glasoval proti potrditvi enotnih cen, spet ni bilo mogoče uveljaviti novih enotnih cen v nobeni občini sistema C, kljub temu, da je preostalih 7 občinskih svetov dalo pozitivno mnenje k elaboratu in cenam. Županino ravnanje je neprimerno predvsem zato, ker je vsebino predlaganega elaborata predhodno potrdila skupna strokovna komisija za presojo elaboratov, ki je po sporazumu posvetovalni strokovni organ sveta ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija vseh 8 občin, v kateri sodeluje tudi občina Ljutomer. Obnašanje županje je nekorektno tudi zato, ker je na svetu ustanoviteljic za elaborat v predlagani vsebini glasovala tudi županja občine Ljutomer, ki je predtem zahtevala in dosegla, da se je predlagana cena vodarine znižala za 13%. Tako je razumeti, da so predlagane enotne cene, ki upoštevajo to, kar je na svetu ustanoviteljic zahtevala in potrdila ljutomerska županja, pozneje na občinskem svetu nesprejemljive za županjo in večino občinskih svetnikov občine Ljutomer. Še huje je to, da se županja občine Ljutomer v svojih medijskih odzivih postavlja nad župane in občinske svete preostalih 7 občin sistema C in z neresničnimi in zavajajočimi medijskimi izjavami poskuša ustvariti vtis, da je šele sedaj izvedela, kako velike in nesprejemljive obremenitve prinašajo predlagane enotne cene vode za ljutomerske občane in podjetja. Kot da samo ob podpori večine svetnikov le ona razume svoje občane in svoja podjetja in jih zato javno sprašuje o sprejemljivosti predlaganih
enotnih cen. In kot da je vsem ostalim županom in članom občinskih svetov 7 občin sistema C vse eno za to, kakšne cene bodo za vodo plačevali njihovi občani in podjetja. Resnica je drugačna, obratna. Vsi ostali župani in občinski sveti se zavedamo, da je breme veliko in vsi želimo čim manjše obremenitve naših občanov in podjetij. Vendar po zaključku projekta pač več ni poti nazaj. Dobili smo račun za pretekle odločitve in ta račun bo potrebno plačati in tega namesto nas ne bo naredil nihče drug. Ali pa bomo vračali kohezijska sredstva in bo naša težava še hujša in breme še večje. Županja, ki danes sprašuje svoje občane in podjetja o tem, ali so potrebne cene vode po zaključku sistema C zanje sprejemljive, to dela vsaj 5 let prepozno. O tem bi morala spraševati svoje občane in podjetja takrat, ko je podpisovala dokumentacijo, ki je bila podlaga za projekt in za pridobitev pomoči kohezijskega sklada. V dokumentaciji so bili že takrat vsi podatki o bremenih, ki jih občanom in podjetjem prinaša sistem C. Takrat so bila v resnici predvidena bremena še precej večja. Županja pa v svojih izjavah ne pove, kaj je rešitev. To, da so predlagane cene za občane in podjetja ljutomerske občine nesprejemljive in jih nikoli ne bo podprla, to ni rešitev. Tudi postavljanje vprašanja zakonitosti elaborata ni rešitev, ni res, da je elaborat nezakonit, kar je pritrdilo tudi pristojno ministrstvo. Elaborat ob nenatančni uredbi pač upošteva veljavna sodila, ki so jih pred leti sprejeli pristojni organi občin, v katerih sodeluje tudi občina Ljutomer, in ta sodila uporabljamo vsa leta in tudi tokrat niso nič drugačno kot vsa leta prej. In če tudi bi splošne stroške v celoti upoštevali v vodarini, to ne bi imelo nobenega vpliva na višino položnice. Tudi ni rešitev v iskanju krivca za visoke cene vode v skupnem upravljavcu in njegovih stroških. Stroški upravljavca so bistveno nižji od stroškov, ki so bili predvideni s projektom in imajo glede na povečanje sistema in celotnih stroškov neznatni vpliv na ceno. Elaborat pravzaprav že upošteva 13% administrativno znižanje vodarine, kar ima za posledico znatno manjša sredstva za pokrivanje stroškov upravljavca. In zadnje, elaborat je planski akt, ki ima številne neznanke, tako kot ima številne neznanke sistem C, zato bodo šele obračunski podatki čez leto dni pokazali realno stanje in potrebne cene, pri čemer bo morebitni plus ali minus zaradi prevelike ali preniske cene upoštevan v novi ceni. Argumenti, ki jih kot razlog za ponovno blokado cen in upravljanje sistema C navaja županja Olga Karba, niso resnični in v ničemer ne rešujejo stroškov 4-krat večjega in dražjega vodnega sistema. Gre le za sprenevedanje in zavajanje županje občine Ljutomer, ki namesto, da bi kot nosilka in koordinatorica povezovala in delovala v dobro vseh, poskuša doseči odlaganje bremena novozgrajenega sistema na poznejši čas ali preložiti ta bremena na druge občine in izvajalce javne službe. Ne eno, ne drugo, glede na dane in dogovorjene zaveze v tej fazi ni možno, ni izvedljivo in ni sprejemljivo. Sistem C je zaradi ljutomerske blokade in nezmožnosti uveljavitve enotnih cen in najema ter upravljanja nove infrastrukture že 2 leti v nevzdržnem stanju. Omenili bi le nekaj največjih težav in neskladi. Uporaba nove infrastrukture povzroča velike dodatne stroške brez pokritja, ki jih namesto povzročiteljev plačujejo delno izvajalci javne službe, delno pa občine iz svojih proračunov. Občine nove infrastrukture še niso prenesle v uporabo, čeprav je v resnici celotna infrastruktura sistema C že lep čas v uporabi, brez najema, brez najemnine, brez obračuna davka. Obstoječi izvajalci javne službe pošiljajo uporabnikom položnice in imajo prihodke, čeprav znatnega dela stroškov več nimajo, saj te stroške pokrivajo občine po posebnih pogodbah iz svojih proračunov. Občine plačujejo stroške javnega vodovoda tudi za pridobitne uporabnike, čeprav po predpisih to ni dovoljeno in pomeni nedovoljeno državno pomoč gospodarstvu. Zavarovanje
infrastrukture ni ustrezno urejeno, tudi te stroške plačujejo za novo infrastrukturo občine. Na drugi strani uporabniki posebnih storitev v nasprotju z uredbo plačujejo neustrezne cene, pri čemer njihov del stroškov v znatnem delu, različno od primera do primera, plačujejo občine in uporabniki javne službe. Obstoječi izvajalci javne službe imajo prihodke od posebnih storitev, stroškov pa nimajo, na drugi strani znatne stroške uporabnikom posebnih storitev pokrivajo občine iz svojih proračunov. Občine imajo stroške infrastrukture brez ustreznih virov, saj ni ustrezne najemnine. Zaradi nepredvidljivosti cen in upravljanja že drugo leto ni mogoče pripraviti in sprejeti planskih dokumentov, kot so načrti vlaganj, vlastno in skupno infrastrukturo, plani izvajalcev javne službe, plani vlaganj v infrastrukturo v občinskih proračunih in tako naprej. Neustrezno in različno je urejena oskrba s pitno vodo na mejnih območjih občin sistema C in druge nepravilnosti, ki niso skladne s predpisi in načinom dela. Največjo težavo imajo izvajalci javne službe, ki imajo obveznosti in odgovornosti, da uporabnikom 24 ur zagotavljajo oskrbo s pitno vodo in imajo pa pri tem na terenu ogromne težave zaradi neurejenega stanja ter napak in pomanjkljivosti na novih objektih in napravah, kakor tudi zaradi težav z obstoječo staro infrastrukturo in vaškimi vodovodi, ki jih prevzemajo in navezujejo na nov skupni vodovodni sistem. Gremo proti koncu. Zaradi vseh omenjenih težav pa nastaja v sistemu C velika in nepopravljiva materialna škoda, ki se zaradi nadaljevanja ljutomerske blokade očitno nadaljuje in še poglablja. Župani 7 občin, ki se zavedamo prevzetih obveznosti in odgovornosti in ne želimo nositi posledic z naslova nastale škode, smo v sredo, 17. januarja, opravili pogovor z ministrico za okolje in prostor gospod Ireno Majcen. Gospod ministrico smo prosili za jasne in nedvomne odgovore na sledeče vprašanje. Ali lahko po zaključku projekta sistema C občina Ljutomer odstopi od dogovorjene solidarnosti in danih zavez in zahteva od skupnega upravljavca elaborat, ki naj upošteva razdelitev sistema C na 2 podsistema C1 in C2 oziroma ločen elaborat z ločenimi cenami vode za občino Ljutomer in se pri tem sklicuje na 3. odstavek 5. člena uredbe MEDO. Ali lahko občina, ki že 2 leti načrtno blokira potrditev cen in uveljavitev enotnega upravljanja sistema C in s tem povzroča nezakonito stanje in nepopravljivo materialno škodo vsem občinam, ponovno blokira odločanje o elaboratu in cenah na način, da postavlja vprašanje zakonitosti elaborata, čeprav ta že vsa leta upošteva enako veljavna sodila, ki jih je potrdila tudi ta občina. Kako po 2 letih od zaključku projekta kljub ljutomerski blokadi vseeno uveljaviti enotne cene omrežnine in vodarine in predati novo zgrajeni sistem v najem in skupno upravljanje? Ali ministrstvo in druge pristojne inštitucije na podlagi zahtev občin, medobčinskih, regijskih združenj ter drugih inštitucij pripravljajo potrebne spremembe in dopolnitve uredbe MEDO, tako da bo ta pravičneje urejala in razporejala bremena gospodarskih javnih služb med razvite mestne in redko naseljene podeželske občine. Ministrica za okolje in prostor je v zvezi s temi vprašanji podala sledeče odgovore. Sistem C je enoten in nedeljiv sistem in zaveza za solidarnost v skupnem solastniškem sistemu pomeni enotno upravljanje, enako ceno omrežnine in vodarine v vseh občinah sistema C. To je bil v sistemu C pogoj za odobritev sredstev pomoči kohezijskega sklada, zato v primeru, da ta pogoj ne bi bil izpolnjen, sistem C ne bi bil upravičen do sofinanciranja. Gre za solastniški in nedeljiv sistem, ki mora imeti skupnega upravljavca in skupno enako ceno vodarine in omrežnine v vseh občinah. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni, bo potrebno vračati kohezijska sredstva in teh sredstev namesto občin ne bo vračala država. Skupni elaborat za sistem C za leto 2018, ki upošteva sprejeta in veljavna sodila in ga je v predhodnem postopku pregledalo 8 občinskih uprav in se je z njim na svetu ustanoviteljic strinjalo 8 županov in občin sistema C, je nedvomno zakonit.
Nesprejemljivo in nedopustno je to, da občina Ljutomer s takšnimi vprašanji in neresničnimi navedbami poskuša blokirati sprejemanje tega skupnega elaborata in enotnih cen, ter v resnici prav občina Ljutomer s svojim ravnanjem povzroča sistemu C nezakonito stanje in veliko materialno škodo. Dogovorjene zaveze in sklenjen medobčinski sporazum je potrebno upoštevati, zato Ministrstvo za okolje in prostor predlaga 7 občinam sistema C, da to dosežejo tako, da ob pomoči pristojnih zunanjih inštitucij pričnejo sodne postopke zoper občino Ljutomer in županjo Olga Karba. Ministrstvo pripravlja spremembe uredbe MEDO, vendar gre za zelo zahtevne in dolgotrajne postopke usklajevanja strokovnih vsebin in zaradi različnih interesov. Župani 7 občin sistema C so se z ministrico za okolje in prostor dogovorili, da bo ministrica za okolje v mesecu januarju, v kratkem torej, sklicala še en skupni sestanek, na katerega bo poleg županov 7 občin sistema C povabila tudi županjo občine Ljutomer. Predlagani skupni sestanek vseh 8 občin sistema C pa v ničemer ne pomeni, da bo Ministrstvo za okolje in prostor spreminjalo podana stališča, pač pa je namen sestanka v tem, da županja občine Ljutomer iz prve roke sliši več o pomenu spoštovanja danih zavez in medsebojnih dogovorov občin in da se morda vendarle izognemo še večji škodi in vračanju kohezijskih sredstev. Župani 7 občin, ti ki smo danes tu prisotni. Hvala lepa. Torej, vendarle se zavedamo tega, da koraka nazaj ni, ker zaveze so jasne in nedvoumne. Torej, v sami vlogi, ko smo za kohezijska sredstva prosili, v sami odločbi, ko smo dobili ta sredstva in tudi potem v samem medobčinskem sporazumu 2016, mislim, da maja bilo v Svetem Juriju v Šavnici, ko smo to vsi člani, vsi občinski sveti 8 občin na javni sceni sprejeli, potrdili in tudi vsi župani podpisali. Nedvoumno govori tudi o škodah, kdo nosi v primeru, če kaj ne naredi, kdo ima škodo. Nedvoumno, jasno, res je, da je celo ministrica sama, če ne bo recimo zdaj prišlo še v tem zadnjem popravnem izpitu 5 minut čez 12, da dejansko se napoti občine na tožbo in tudi do občine Ljutomer, ker res nastaja škoda. So tudi nekatere druge zadeve, ki jih moramo dogovoriti, recimo te sprotne zadeve, ki se za upravljanje sistema C pojavljajo. Mi imamo na sebi mnogo bremen, saj bi mogoče tudi direktor javnega podjetja povedal. Zdaj tu danes imamo recimo, ker včeraj prišlo gradivo, problem z Radensko, problem z, ne vem, zdravstvenim inšpektorjem in tako dalje. Tako da je veliko, to je živ sistem, to ni zadeva, ki bi zdaj tako pustili nerešeno ali pa na pol. V kakšnem smislu problem z Radensko? Direktor razloži. V primeru Radenske gre za težave, ki imamo v vodarni Podgrad. Potrebe namreč vodarne oziroma uporabnikov javne službe in uporabnikov posebnih storitev so večje, kot so zmožnosti nove vodarne. Vodarna, drugače rečeno, je poddimenzionirana. Res je, da je sistem z veliko vodnimi izgubami. Res je, da je Radenska velik porabnik posebnih storitev, torej vode iz javnega vodovoda. In lansko leto, mislim, da meseca aprila, se nam je zgodilo, da je vode pričelo primanjkovati, potem, ko smo novo vodarno dali v funkcijo. In nam ni preostalo nič drugega, kot da smo staro črpališče, njem je oprema še vedno v lasti Radenske, enostavno priključili na nov vodovodni sistem za vodarno in pomagali iz starega črpališča, Radenska nam je potem pomagala, in dodajali vodo v javni vodovod, zato da oskrba s pitno vodo v občinah Radgona pa Radenci ni bila motena. In dejansko je to tako potekalo pravzaprav celo leto 2017. In z tega naslova smo imeli več kot 100 000 evrov stroškov nakupa vode od Radenske, ker dejansko Radenska še zmeraj lastnik opreme na starem črpališču. Računov še zmeraj nismo rešili, ne vem, kako jih bomo, stvari rešujemo. Vsekakor bo potrebno ugotoviti, kako bo Radenska posebne storitve urejala v bodoče.
ker če bo Radenska ostala uporabnik posebnih storitev v obsegu okrog 200 000 kubikov vode, potem bo verjetno potrebno nadgradnja vodarne Podgrad, ki je povezana z vlaganji, vlaganja pa so seveda povezana z novo ceno in z najemnino, ki je vir za takšno vlaganje. Nimamo nove cene, nimamo najemnine, torej nimamo vira in zelo verjetno se nam bo zgodilo, da bomo morali razmerja z Radensko spet podaljšati. Pa še nismo starega razmerja pravzaprav naredili. To je problem Radenske. Če lahko samo jaz dve besedi lep pozdravljam tudi moja imena. Jaz bi dodal samo k izvajanju našega predsednika, kolega Ivanušiča. Namreč v javnosti se pojavlja tudi izjava županje, da je bila občina Ljutomer nekaj prisiljena, da oni niso, da ne bi prostovoljno sprejeli. Gledajte, mi smo poleg sporazuma, ki smo ga sprejeli na skupni seji vseh 8 občinskih svetov v Svetem Juriju, sprejemali tudi na skupni seji odlok o oskrbi s pitno vodo v Apačah in so vsi občinski sveti takrat potrdili oba dokumenta, noben ni nikogar prisiljeval. Vse te skupne seje so se vodile zelo demokratično, jaz mislim, da v tem tudi obstajajo arhivski posnetki. Drugo, kar bi pa še želel povedati, da dejansko, kot je bilo med drugim povedano, dejansko nastajajo nam občinam dodatni stroški. In mi v Apačah smo si jih tako na hitro malo skupaj potegnili in mi smo v tem času, odkar ni bil sprejet elaborat, iz proračuna občine Apače pokrivali te stroške v višini okrog 44 000 evrov. Se pravi, ta strošek bi mogla vsebovati cena in vodarine in omrežnine in bi dejansko mogli pač v končni fazi pokrivati te stroške naši občani in pa seveda tisti koristniki posebnih storitev. Seveda zdaj to bremeni naše proračune. In kot je bilo tudi povedano, je to dejansko nezakonito. V skladu z uredbo mi lahko sofinanciramo ali subvencioniramo samo strošek omrežnine do 50%. Tako da so to obremenitve in seveda mi se vsi zavedamo in jaz bi tudi tu dodal, da tako na enostaven način nas ostale župane prikazovati, kot da ne skrbimo za naše občanke in občane, je, bi rekel, zelo negativno in bi rekel tudi nesramno. Jaz še povem samo tudi to, da v velikih primerih županja manipulira tudi za podatki investicije v občini Apače, pa v našem zgornjem koncu, se pravi v delu Radgone in Radenc, da je to tisto glavno breme in da zaradi tega je omrežnina toliko visoka, mislim, da to ni prav. Jaz sem ves čas tega sistema kot župan, pa sem že kar nekaj časa zraven vedno poudarjal, da moramo sistem imati kot naš skupen sistem, kot našo skupno lastnino in iz tega tudi izhajati. Najslabše je to, ko nekaj začne to deliti na posamezne segmente. Žal pa so zaveze tiste, kateri smo se mi že od samega začetka zavedali, ker kdo je bral te dokumente, mu je lahko zelo hitro jasno, kakšne zaveze smo takrat sprejeli. Preračuni, ki so bili že takrat narejeni za omrežnino in pa samo simulirano na velikost investicije, so bistveno višji, kot je kolega že tudi povedal, da bi samo za kubik vode bilo 1 evro, pa nekje okoli 1,20 €, je zdaj ta cena, ki smo jo nekako skozi elaborat zračunali, bistveno nižja. In mislim, da je to zelo neodgovorno. Verjamem pa, da se naši občani tudi tega zavedajo. Nenazadnje se moramo zavedati, da ko dobimo na pipo v svojem stanovanju 1000 litrov vode za ceno 0,70 €, kot je predvidena v tem elaboratu, se naj vsak pri sebi zamisli, ali je to res tista cena, ki ni sprejemljiva. Seveda bi si želeli nižje, vsi bi si želeli nižje. Seveda, omrežnina je pa tudi, mislim, da je sicer nekoliko višja, ampak to je vprašanje, ki ga bo mogla v naslednjih korakih, kot je bilo tudi povedano, rešiti država za spremembo uredbe in nekako naše državljane v celi Sloveniji nekako izenačiti, da ne bojo tisti v Ljubljani plačevali 1,20 €,
govorim na pamet, omrežnina naši pa okoli 7-8 evrov. Tako da tu pa mislim, da je vloga države, ki bo mogla te stvari premisliti in na nek način urediti. Toliko bi samo dodal. Župan Svetega Jurija. Za besedo, vseeno je malo skozi kronologijo našega sodelovanja v sistemu C. Torej, prvo, ko se je zaprosilo za ta sredstva, je bilo eno veliko sodelovanje. Torej, ko smo rabili teh 50 milijonov, smo vsi podpisali pogoje, kohezijske zaveze in tako naprej. Torej, takrat smo vsi vse sprejeli. Potem je bilo obdobje velike potrpežljivosti nas sedmih z občino Ljutomer. Od podpisanega medobčinskega sporazuma, s katerim smo se tudi veliko namatrali, ampak s nekimi kompromise je bil tudi ta sprejet soglasno skupaj z občino Ljutomer. V zadnjem času je obdobje nezadovoljstva, torej, ko smo nas sedem opozarjalo na škodljive posledice ravnanja občine Ljutomer. Torej, tudi to obdobje se počasi izteka in kot je prej bilo postavljeno strani novinarjev vprašanje, kaj bo danes, zdaj pa smo prišli v tisto obdobje, ko moramo ukrepati. Kako bomo ukrepali, da zavarujemo naše občine, naše občane, ker smo mi tudi odgovorni svojim občanom, da se ne dela škoda, bomo pač izvedli te ukrepe, kot je predsedujoči povedal, torej, da bomo vložili tožbeni zahtevek za odškodnino in po mojem mnenju še bolj učinkovito, glede na pišmeuhovsko ravnanje županje, saj kazne so manjše kot ne vem kaj, potem drugo, da bo plačala država za kazne, ki pride iz Evrope, to je neodgovorno ravnanje županje in mislim, da bo treba tudi kazensko ovadbo podati proti županje. Vi, če si pogledate zadnjo izredno sejo, boste videli vso zavajanje, torej iz konteksta zadeve vlečite in po tistih vseh 4 točkah, ko se ona opira, torej da deljivo sistema ne gre, smo preverili, če bo enkrat ne preverili. Potem, da lahko kar tak pristopih sporazuma ne moreš, ker so jasno določene zaveze, kot je že enkrat bilo povedano. In tretjo, veliko poudarjanje njene, da solidarnost. Mi smo v sporazumu naredili eno varovalko glede solidarnosti, oziroma da vsa zbrana najemnina ostane v občini. Torej, ne gre 1 evro ali niti 1 cent v drugo občino. Tega B-sistem ni naredil, tudi zaradi tega so težave. Mi smo torej naredili varovalko, da vsa najemnina zbrana v občini ostane v občini in potem občina ali daje subvencijo občanom ali pa pač gradi investicije. Torej to, da ena občina plačuje za drugo, ni res. In da treba to javno in glasno povedati. Župan Križevec. Bi samo nadaljeval to zgodbo o solidarnosti. Občina Ljutomer je bila nasilna občina, mi smo seveda verjeli v to zgodbo in seveda smo zmes rabili nekaj več denarja, takrat smo sklenili eno pogodbo o likvidnostnem premoščanju. In vse občine so dajale vse ta leto 2013 občini Ljutomer denar. Konkretno naša občina 91.427 evrov in občina je dobila, pogodbi je pisala, da nam mora naslednji dan oziroma v 3 dneh po nakazilu z ministrstva ta denar vrniti nam, ki smo dejansko posodili denar nosilne občine. In do tega trenutka, do te ure občina Križevci ni dobila niti evra, čeprav je vse obveznosti do občine Ljutomer tudi poplačala. Iz neuradnih virov, to pa moram povedati, iz izjave ministrice, da je občina Ljutomer ta denar dobila že zelo, zelo dolgo nazaj, leta 2016. Zdaj pa smo 2018 in občina Ljutomer nismo dobili nazaj niti centa. Govorim za našo občino, verjetno pa v drugi občini enako. Tako da to je ta zgodba o neki solidarnosti, o poštenem delu, dogovorih, v katero zdaj če dalje manj verjamem. Še 5 minut bi približno župan Radenec. Lep pozdrav vsem.
Jaz bom čisto kratki, zato ker kolegi so večinoma zadev že povedali. Jaz bi samo toliko dodal zraven, da to, kar dela Ljutomerska županja tudi z njihovim občinskim svetom, to je sprenevedanje in zavajanje ljudi. Dosti stvari takih, ki je izjavljala, kar je posneto, je bilo tudi lažnivo ali pa obrnjeno v drugo stran. Konkretno cene, ki je navajala, ne držijo nobeni izračuni, kot je ona razlagala v svojem občinskem svetu. Mi smo pri nas, konkretno v naši občini, bi prišlo približno podražitev na položnici 3,5 evra, to je dejansko podražitev, ki bo znesla zaradi višje omrežnine, vemo pa, da je približno 4-kratni faktor bil 4-krat več je vloženega, kot je staro omrežje bilo vredno v celotnem sistemu. Nam to predstavlja, ne predstavlja takšnega velikega stroška, kot ona zavaja ljudi. Je pa res, da pa za podjetja, ki oskrbujemo vodo, se pa verjetno tudi občani pa svetniki ne moremo strinjati, da bi ta podjetja imela dosti cenejšo vodo, kot pa plačujemo občani. Mi moramo vedeti, da je javno podjetje, ki smo ga ustanovili v naši lasti in da mi ga moramo financirati, če da javno podjetje ne da mera pokriti stroškov, smo mogli iz proračuna dajati. To je čisto enostavna razlaga. Mi moramo toliko zaračunati, kot je strošek, vemo pa, da to ni profitna zadeva, ampak se poračunavljajo zadeve iz enega v drugo leto. Tolikokrat. Bi še želel kdo? Če ne bi jaz strnil počasi. Torej, jaz bi tako zaključil zadevo s pozitivnim gledanjem v prihodnost, kljub temu, da zgleda danes to zelo zadeva zapletena, da je ministrica še pripravljena ponuditi roko res, da smo v zelo kratkem času še enkrat pripravljeni vsi skupaj priti in dejansko, da še enkrat poudarimo, da mimo teh zavez, ki smo jo dali na začetku, torej pridobivanja teh sredstev, da enostavno poti nazaj ni, da se ne bi zgodil tisti črni scenarij, da bi na eni strani vračali in da bi na drugi strani, kot pa je tudi ministrica na zadnjem sestanku poudarila, ostane občina res tisto, kar je izredno neljubo in mučno in med občinami nezaslišano, ampak morali bomo, da bomo enostavno mogli odškodninsko tožbo do občine Ljutomer vložiti. To je tudi sugestija same ministrice, če se ne bomo mogli dogovoriti. Nekateri razmišljajo celo o kazenski ovadbi in kazenski odgovornosti v tem pogledu, ker se kršijo do malo čisto vse zaveze. In podpisani sporazum je tisto, kar smo se zavezali za pridobitev sredstev. Ampak torej zaključujem, mislim, da je 26. januar ta sestanek napovedani v Ljubljani pri ministrstvi, da se bomo takrat nekako vrnili malo bolj optimistični in da bo dejansko tudi občina Ljutomer z občinskim svetom predvsem tudi rešila zadevo in se pridružila ostalim 7 občinam, če ne pa res napovedujem tisti najbolj črni scenarij, katerega ne bi žal nihče. Hvala lepa, da ste prišli.